Kaj ste se pa odkašljali? Verjetno to leti na mojo izjavo, da raje več seksajte, kot hodite na telovadbo oziroma na fitness, a ne? Ja, to drži. Zagotovo nisem prva, ki poudarja prednosti tega pristopa. Pa če gre za hujšanje, nespečnost, depresijo, nezadovoljstvo, slabo samopodobo, karkoli. Seks je ultimativno zdravilo in bi se ga moralo predpisovati na recept. Kreira novo življenje, rešuje zveze, oblikuje telo, uravnava hormone, posledično skrbi za nas, za naše psihično zdravje, fizično zdravje, izboljšuje kondicijo, zaganja kreativno energijo, napenja kožo, ohranja vitalnost in lepoto, mladostnost. Mislim, a je sploh še kaj za dodati? Pa sem naštela samo na splošno. Torej, če vemo, koliko nam koristi, koliko koristi nam prinaša seks in na drugi strani koliko tegob, če se ga ne poslužujemo, to ni več vprašanje izbire, ampak norost, da ne izkoriščamo tega naravnega vrelca mladosti in zdravja. In da ne boste mislili, da to govorim kar tako. Seksu delam reklamo, ker je dejansko stanje v praksi zaskrbljujoče. Ljudje kvalitetno seksajo vse manj. Zaskrbljujoče veliko parov se nahaja v tako imenovanih zvezah s kroničnim pomanjkanjem seksa. V angleščini rečemo temu sexless marriage, torej zveza brez seksa, ampak v zvezi brez seksa pa, mislim, temu pa v praksi enostavno rečemo prijateljstvo.